Kaj si šel na test? Ne. Joj, če so imeli neki sinus, pa kosinus, pa tangens. Pa res ne vem, če je bila tudi test, ne. Halo, pa kje ste vi? Da že cel dan ga iščemo. Gremo. Pejt. Ok, live je čez 10 minut. Govoriti morate o poklicih prihodnosti. Bo šlo? Poklici prihodnosti? Kaj je to? Ne vem, poklici, ko so v prihodnosti, I guess. Kamo mi je to sfurala? Gospod režiser, kaj so sploh poklici prihodnosti? Ne veste, kaj so poklici prihodnosti? Pa sej to ni res. Pa jaz... Na, čak. Tu je, poglejte si pa. Ok, odločil si se, da se boš spoznal s poklici prihodnosti. Hvala Bogu, obstaja STEAM, pa ne tisto za igrice, ampak Science, Technology, Engineering, Arts in Maths. Si zapomnil? Science, Technology, Engineering, Arts in Maths. Področje STEAM torej pokriva poklice prihodnosti na področjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva, umetnosti, pa tudi matematike. Torej področja, ki te spremljajo vsak dan, pa za njih niti ne veš. Vem, kaj si na prvi pogled misliš. Spet nek tip, ki pametuje o nekih poklicih in spet 5 minut življenja, ki ga nikoli ne bom dobil nazaj. Ampak, kaj če ti povem, da lahko teh 5 minut spremeni tvojih nadaljnjih 60 let ali celo več? Kaj pa zdaj? No prid, ti bom pokazal. Ok, predstavljaj si Nino. Ona obvlada elektrotehniko in se ukvarja z energijsko učinkovitostjo. Zagotovo si misliš, kaj sploh to pomeni. Nina, na primer, načrtuje zadostno oskrbo hiš z električno energijo. A veš, da ima hiša svojo elektrarno, ti pa jo hladiš ali zagreješ na daljavo. A si predstavljaš? Pa nič več sekanja drv, soboto popoldne. Ampak, a veš kaj, najboljše, da je zraven hiše električni avto, ki ga lahko polniš prek te hiše. Pa ne samo to, tudi avto lahko polni hišo. Noro, ne? Ok, zadnja stvar, ki je meni noro zanimiva, vse to deluje na obnovljive vire energije. Teh ne zmanjka kar tek, ampak vsaj jih je treba smiselno upravljati. Ok, imamo tudi Roka. On se ukvarja s telekomunikacijami. Poleg elektrotehnike so telekomunikacije osnova za vse čete po Facebooku, Instagramu in drugih aplikacijah. Pa tudi za šolo nadaljavo. In ne, telekomunikacije niso samo telefon. Rok dejansko čekira, kako obremenjujemo omrežje in pazi, da vse skupaj ne pade dol oziroma da ne neha delati. Spomni se tistih par ur, ko sta Facebook in Instagram bila nedostopna. No, tako bi izgledalo, če Rok ne bi čekiral omrežja. Pa a veš kaj? On zna narediti tudi čist svojo Wi-Fi anteno in skrbeti za varno omrežje, potem pa obajti po svoje prilagajajo vklapljanje varnostne kamere, izklapljanje luči, odpiranje senčil na oknih, pa še marsikaj na temo interneta stvari. Dejansko zna narediti skoraj vse, kar si izmisli. A ni to noro? Ok, ali pa predstavljaj si Matica. On se ukvarja z družbenimi mediji na področju tehnologije. Mislim, on ve vse skrivnosti TikToka. Cringe, ne? Ampak on se dejansko ukvarja z algoritmi. Ti so tako pomembni za programerje kot recept za kuharje. Algoritmi so navodila, ki rešijo problem ali dokončajo nalogo. Ok, z drugimi besedami, Matic zna narediti aplikacijo. Potem pa imamo še Franca, ki komunicira z Maticom in te aplikacije polepša videz. Pa ne samo to, on je ustvarjalec medijskih vsebin in točno ve, kako eno sporočilo z uporabo tehnologije zapakirati v različne medije, kot so kratki filmi, plakat, logotip ali fotografija. To zna potem tudi prilagoditi za komunikacijo na različnih okoljih, pa naj bo to festival ali pa TikTok. Ali pa Marjetka. Ona se ukvarja z mehatroniko, torej deluje na področju inženirstva. In ne, to ni samo področje za fante, ampak za vse! Marjetka izdeluje robote, ampak ti roboti niso samo roboti. Ti sodelujejo pri operacijah možganov. Kaj pa to? Ali pa Sonja, nadarjena računalničarka, ki ima rada tudi informatiko in se zato ukvarja s programiranjem. Veš, da ona dejansko računa verjetnost, ali bo vrednost bitcoina narasla, ali bo padla. No, veš, kaj je najboljš? Da lahko dejansko izračuna, koliko bo narasla ali pa padla. Noro, a ne? A ja, pa itak obvlada matematiko. Pa
Pa veš, zakaj ti zdaj jaz vse to sploh govorim? Ker sem bil na vezi z mojimi kolegi, znanstveniki. Oni raziskujejo, kateri poklici se bodo pojavili čez 30 let, ker naj bi do leta 2034 izumrla skoraj polovica poklicev, ki jih poznamo danes. Vem, kaj razmišljaš. Kaj pa oni vejo, kaj bo čez 15-20 let. Ampak vprašaj svoje starše, če so si pri tvojih letih predstavljali Ninin poklic pametnih hiš ali pa Matičeve podatke v luftu. No, prijatelji znanstveniki so mi povedali tudi, da približno do 60% poklicev sploh še ni bilo odkritih. Seveda me je zanimalo še več in sem se malo pozanimal. Dobil sem zelo zanimive odgovore. Področje umetne inteligence bi do leta 2025 ustvarilo 97 milijonov novih poklicev. A veš, kaj je to? In to do leta 2025. A ja, pa če te do zdaj še nisem prepričal, a veš, da so poklici z področja STEM med najbolje plačanimi in da so računalniški poklici od leta 1990 zrasli za več kot 300%. A veš, kaj je to? Več kot 300%! No, dovolj statistike, ki je tudi drugač poklic prihodnosti. No, v glavnem, prišli smo do konca tega videa in res upam, da sem vas vsaj malo motiviral in da so vaši možgani začeli delati na polno. Upam tudi, da se mi čez nekaj let pridruži še kak znanstvenik. Zaenkrat sem res malo osamljen. Ne, ampak čisto zares. Ti si tisti, ki si kroji svoje življenje in se odloča za svojo prihodnost. Ne mama, ne prijatelj, ampak ti. Odloči se pametno. Ok, veste zdaj, kaj so poklici prihodnosti? Ok, super. Zdaj pa, tudi se useta, čez 30 sekund pa gremo live. Ok, zdaj pa gre za res, ti si pripravljen? Mene bolj zanima, če so oni pripravljeni. Oni? Se bojo videli. Ok, gremo, poklici prihodnosti čez 5, 4, 3, 2, 1.